pozdravljeni na še enem od večerov. Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si, kjer se z zanimivimi ljudmi pogovarjamo o zanimivih knjigah. In nocoj sem v gosti povabila pesnico, teoretičarko, učiteljico joge tudi, kot moram povedati, Aljo Adam. Alja, lepo pozdravljena in hvala, da si se odzvala vabilu. Vidim, da si posadla. V redu. Še eno tebe. Vedno je največje vprašanje, ker damo omejitev 5 knjig, na kak način bodo gostje pretihotapili več knjig, ker večinoma je ta omejitev prehuda. Alja, kakšen si imela ti, kakšne travme si ti doživljala ob tem, ko si morala izbrati samo 5 knjig? To je bila kar travma, ja. V bistvu sem tuhtala, kaj ne zberem in potem sem že izbrala, sem imela že občutek, da nisem v izbrala. In potem sem ti seveda, sem ti napisala, če lahko kakšno knjigo več zberem, potem koliko sem jih pa preveč zbrala. To se ne šteje, to je bil drug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eno si pretihotapila, dodatna potem pa... Potem sem tuhtala, kaj če bi zbrala še eno knjigo iz prav literarnega področja, da je bolj duhovna knjiga, glede na to, da tudi veliko berem take knjige v zadnjem času. No in to sem pa v bistvu... Adrian Gezele, Življenje smrti. Ja, poznaš? Poznam. No, to sem bolj naknadno, čeprav še nisem prebrala. Ampak se mi zdi, to, kar sem prebrala do zdaj, se mi zelo dotaknilo in se zdaj pač poskušam najti čas, da bi prebrala do konca. Jaz sem, ker je ponavadi vprašanje vedno, težko je malo slediti vsem tem knjigam, ki so izbrane, tako da sem danes pripravila listke, da jim lahko. Se mi zdaj, da ne zboram tukaj, da lahko to tako da potem lažje sledite, o čem teče beseda. Tako da, Alja, ob pogledu na ta tvoj listek ugotovim nekaj, kar se je zgodilo prvič in čemur ploskam. To je, da imava 5 ženskih avtoric in recimo, da je ta, ki je pritihotapljen, edini moški predstavnik. Še eden je, še tale. Robert Hass, ja. No, dodatno pritihotapljen, prvič pritihotapljen v to, da jih je 6 in ne 5, 6. element, torej moški, ameriški pesnik Robert Hass. In pa potem še Adrian Gezele kot 7. izbira. Ker ponavadi je ravno obratno, ponavadi je zastopanost izbranih knjig skoraj 100% ženska, moška, in tu in tam kakšna ženska avtorica, čeprav v zadnjem času se nam povprečje viša. Kaj bi ti rekla o tem? Ker to verjetno ni naključje. Si tudi literarna teoretičarka, zgodovina ni bila najbolj prijazna do žensk v nobenem smislu. Ja, čeprav to, da se je tukaj znajdlo toliko ženskih avtoric, v bistvu ni bilo čisto zelo politično. Ampak dejansko je bila čisto neka taka spontana odločitev, ko sem razmišljala o tem, koga ne zberem in potem sem tako, okej. In potem sem še govorila eni prijateljici, pa sem mi povedala za svoj seznam, rekla super, same ženske, potem na koncu sem dala še Hassa zraven. Ampak dejansko to prišlo res spontano. Torej sem v resnici zelo pač čisto iskreno, kako bi rekla, rada berem ženske avtorice. Ni zdaj to bilo, zdaj bom pa izbrala ženske avtorice, zato ker mi, ne vem, to narekuje moja usmeritev, recimo kot teoretičarka z tega področja, ali pa zaradi tega, ker smo ženske v manjšini, če zdaj pregledamo antologije, in še vedno tukaj ni nekega enakopravnega izbora. Ampak je bilo dejansko to moja očaranost nad ženskim pisanjem in tudi mogoče nedoločena potreba, ki se je pokazala skozi moj razvoj kot pesnico, da sem posegala po ženskih avtoricah. Da je tukaj, saj pač v tistih začetnih fazah mi je bilo to skoraj nujno, da sem iskala oziroma se ozirala preko svojega ramena nazaj k svojim prednicam in da sem tukaj skozi to tudi razvijala svoj glas. Svojo avtentičnost. Da sem nekako potrebovala
ta ženski glas. No. Zakaj? Ker Svetlana Makarovič slavno pravi, da ni ženske in moške literature, je samo dobra in slaba literatura, kar je sicer taka lepo zveni ta izjava. Razmišljam včasih, ali je zgodovinsko naivna ali ni. Kaj se zdi tebi? To, kar si rekla, se mi zdi v bistvu zanimivo izhodišče, da pravzaprav si potrebovala dialog prav z ženskimi avtoricami, da si lahko svoj avtentičen glas razvijala. Torej, tudi ženski glas verjetno. Tako, ja. Ja, ta ideja pač dobre in slabe literature, mislim, spomnim se pač teh raznih debat, recimo, ne vem, 10-15 let nazaj, ko sem nekako začela tako nastopati na raznih literarnih večerih. In takrat se je dostakrat pojavilo to vprašanje zdaj ženske in moške literature. In se mi zdi, mislim, tudi, da je dosti neke take jeze zanetlo prav to vprašanje, tako med publiko. In nekateri so rekli, da ne obstaja moška, ženska poezija, obstaja samo dobra in slaba poezija, ne, zakaj bi zdaj to delili in tako naprej. Ampak potem vedno ne, v zadju tukaj pač tega se pokaže neko neznanje, nepoznavanje nekih družbenih izhodišč, dejansko, ker kdo je tisti, ki vrednoti poezijo, ne? Kako so nastali kriteriji, ki vrednotijo dobro in slabo, kdo jih postavlja te kriterije. In tukaj v bistvu so ljudje, ki mogoče se niso s temi vprašanji ukvarjali zares. Tako da vem, da tiste polemike pa niso nikamor peljali na koncu, ne? Da je pač se vnela neka jeza, neka nesoglasja in tako. Ampak problem je v tem, ker mislim, da se zdaj lahko razširim pač to tematiko, da se mi zdi, da ljudje, da bi bilo treba, kar se tiče pač tega enakopravnosti med spoloma, zgodovine žensk, uvajati vse te teme že v osnovne šole, srednje šole, da bi ljudje nekako pač imeli predstavo o tem, tudi kdo postavlja kriterije za nekaj, ne. Ker pač v literaturi je tako, da še vedno v tem trenutku so na teh vodilnih pozicijah, urednikovanju in tako naprej, pač konkretno je več moške populacije, več moških. Medtem, ko beremo v glavnem ženske, pišemo vedno več ženske, tukaj danes. Sem pa brala ravno, oziroma zaznala, nisem še prav proučila, kako so delali, mogoče si tudi zaznala, da so delali eno raziskavo med deklicami in da deklice pri 5 letih že menijo, da so manj inteligentne od dečkov. Kje pa so delali to raziskavo? Ja, to pa bi morala proučiti. Mislim, da sem samo na Facebooku nekje zasledila. Ampak to se mi je zdelo kar tragična dediščina, ne? Ja, pač verjamem, zdaj upam, da se to ne dogaja v našem okolju. Mislim, dogaja se marsikaj, kar se tiče neenakopravnosti. Ampak se mi zdi, da vsaj v vrtci, da so nekako tako v redu, no? Da še ni toliko tega poudarjanja teh razlik ali pa teh uvajanja teh stereotipov, predsodkov v to vzgojo. Tako da pa ja, pač me zanima, kdo je napisal, mislim, iz kje izvira ta raziskava, ki so jo. Moram pokukati, da mi je mimo grede ne pada na pamet. Ali ti pa živiš pravzaprav na nek način, kakor te jaz od zunaj spremljam, se te ne poznam dovolj dobro, da bi si drznila trditi, zato je to vprašanje, se mi zdi nekako več življenj, tudi več jezikov. Po eni strani ta akademski svet, ki je zelo lahko teoretski, po eni strani natančen, ampak po drugi strani včasih tudi suhoparen, če smem povedati svoje lastno mnenje. Ne vem, kako ga ti doživljaš? Ja, v bistvu nisem več toliko v stiku s tem teoretskim jezikom, recimo diskurzom, tako da ja, je suhoparen. Zaradi tega so tudi na nek način se poslovili od njega. Lansko leto sem napisala, bi rekla skoraj, se mi zdi, da svoj zadnji članek. Tako da tukaj sem nekako vesela, da sem pač naredila to, kar sem naredila in to mi je neka zelo dobra podlaga za naprej, za moje praktično delo. Tako da zdaj, ko pišem ene koncepte, pač ene programe, povezane na kreativne prakse, za otroke in tako, se opiram prav na to, kar sem naredila znotraj tega raziskovalnega področja. Ampak nimam pa res nobene velike želje, da bi tukaj nadaljevala. Sploh ta jezik je res te osiromaši na nek način.
te zapre, te ugradi in pesniški jezik je toliko bolj kreativen, toliko bolj izrazen, toliko bolj svobodno se počutim, ko pišem poezijo ali recimo eseje in tako naprej, nekaj, kar je povezano z bolj tem pesniškim jezikom. No. Tako da tukaj sem se odločila nekako. Sem naredila to odločitev, sicer je bila kar naporna, ampak sem jo sprejela. Tako da, ja. In kako je potekalo iskanje? Prej si že omenila, si morala najti svoj avtentični glas. Kako je to teklo? Ker tudi pričakovanja, kakšna naj bi poezija bila, se mi zdi, da so v slovenskem prostoru, ki je vendarle majčkeno zaprt, majhen, omejen, so lahko kar, ne vem, jaz jih včasih doživljam kot skoraj tiranska. Medtem ko tvoj glas se mi zdi izjemno nekako svež. Nisem če dobro razumela tiransko kot pravila, ali kako naj bi ta... V smislu pričakovanj tega kroga, kaj se zdaj zasluži literatura, kaj si kdaj to tako občutila? Ja, to sem mogoče občutila, ampak že kar nekaj časa nazaj. Se mi zdi, da se tukaj stvari dosti spreminjajo, kar me veseli in hkrati osvobaja kot avtorico. Ko sem jaz začela pisati, takrat sem čutila neko nelagodje kot pesnica. Sploh s to identiteto sem imela nek problem, kdo sem jaz zdaj kot pesnica, kar naenkrat sem začela si klicati pesnica. In kaj zdaj to pravzaprav pomeni. In nisem na čisto sproščena, že da zdaj vidim, zakaj ne. Ker dejansko nisem imela toliko ženskih vrstnic, podpornic okoli sebe. To sem potem šele z leti, tako preko teh prijateljstev in nekih navezav, sodelovanj tako zgradila. In tako da sem se čutila na nek način pač kar osamljeno. Se pa te stvari spreminjajo in zdaj je res zelo veliko mladih pesnic, zelo dobrih mladih pesnic. In tudi, kar se tiče tega sistema nagrajevanja, se mi zdi, da vsako leto boljše in več nagrad pride v roke žensk. Tudi, če je bilo to namerno in politično, je okej, samo da se tukaj stvar spreminja in premakne. Tako da tudi jaz se čutim bolj sproščena, tudi v svojem pisanju na nek način. Se pravi, da tukaj so stvari povezane. Ni to vezano samo neko moje intimo, ki nima veze z okoljem, ampak gre eno z drugim. Sijajno pesnico Majo Vidmar imate tudi zelo zanimive delavnice, kjer povezujete jogo, gestalt terapijo in pa kreativno pisanje. Nam lahko poveš več o tem? Ja, v bistvu smo midve zdaj že nekaj let nazaj, leta 2014, sva se nekje srečali. Prej sva se že poznali, ker je ona pisala spremno besedo za mojo prvo knjigo. Tako da, takrat, ko sva se srečali, sva šli po nek razgovor enemu moškemu, ki se je odločil, da bo neke kreativne delavnice. In pa so bile midve na tistem sestanku in po tem sestanku so se začeli pogovarjati, so ugotovili, da midve pa lahko narediva sami nekaj, kar bo še bolj zanimivo, ker oni pač si želijo to narediti. In potem sem jaz povedala njej, da se učim ta učiteljski tečaj joge, sem takrat delala, in ona mi je bila v geštaltu in sem videla geštaltu zelo zanimiv, geštalt terapija. In pa sem rekla, ja, se to tako zelo podobno, sorodno, podobno razmišljala, kaj če bi to nekako prepletli v en skupen koncept. Tako da potem je sledil nek vikend, ali nekaj 3 dni smo si vzeli in smo šli in razpravljali o tem, kako bi lahko to prepletli. In to je bila neka inovacija, to, kar smo naredili dejansko. In nekaj zelo pomembnega tudi zame, kjer sem lahko v bistvu tudi to jogo, ki sem jo takrat pač že tako zelo strastno prakticirala, nekako upela svoje pisanje, ker se mi zdi, da to je nekako povezano eno z drugim. Recimo že ideja biti v trenutku tukaj in zdaj, pač pišemo vedno v trenutku tukaj in zdaj in v povezavi s svojim telesom. In na ta način so pa midve pač tudi uvedli v ta naj koncept tudi delo na telesu, delo s telesom preko pač joge, preko določenih dihalnih tehnik in pa določenih tudi gestatističnih, pač Maja ne bi rekla tehnik, ampak bolj spodbud, recimo. In se mi zdi, da so to kar dobro prepletli. Mislim, da odzivi so bili zelo
pač iskreno, tako pozitivni. Je pa res, da nismo imeli še zelo veliko možnosti za neko širšo publiko tega, mislim, koncepta tako predstavljati. Jaz večkrat pravim, kakšna bi bila zgodovina svetovne literature umetnosti pravzaprav, če bi bila ideja o tem, kako izgleda umetnik drugačna, ker na Zahodu od romantike naprej smo posvojili to idejo umetnika nekoga moškega, ki veliko popiva, ki ima destruktivne odnose in ki se nekako zelo veliko ukvarja z temnimi platmi svojega nezavednega. Medtem ko kakšna bi bila umetnost, če bi nastajala na podlagi zasledovanja, odpiranja na manj destruktivne načine, ko bom rekla, ne? Kar je bila v bistvu v stari Indiji ideja umetnosti, ali pa tudi vse v bistvu kot ene take svete prakse, kot svete kreativne energije. Ja, jaz sem se zelo veliko ukvarjala s tem konceptom kreativnosti in tudi potem sem brala te tekste, ki se ukvarjajo z hinduizmom in kreativnostjo v hinduizmu in pač kreativnostjo znotraj antropoloških in tako raziskav. No, ampak če zdaj izluščam tisto, bistveno je to, da je kreativnost se enači lahko za zdravje. Ne? Zdravje je tisti posameznik, ki je tudi kreativen in obratno. Ne? Kreativnost pelje posameznika k zdravju. Se pravi, eno z drugim gre skupaj. In seveda je kreativnost terapevtska. Ne? Pisanje je na nek način terapevtsko, ne bom rekla, ni zgolj terapija, ker če bo zgolj terapija, bi bilo to zaprto v nek pač prostor nekega osebnega čiščenja nekih vsebin, ampak je tudi terapevtsko. In dejansko sem videla potem z Majo, ko smo razmišljali o teh stvarih, zato so tudi pač to gestalt terapijo noter potegnili in bolj hkrati pač jogo kot neko orodje, ki pomaga vzpostavljati ravnovesje. Tako da jaz sem tudi tako znotraj tega svojega lastnega procesa, ne. Recimo, ko sem začela pisati, sem imela tako, mogoče nek tak mit trpeče umetnice, ne, ki ne vem, pač mora se mi nekaj velikega dogajati v življenju. Velike vsebine, velike ljubezni, veliko trpljenja in tako. In to je bilo pri moji prvi knjigi, ne. In zdaj tako sem toliko imela odpor do tiste prve knjige, do nedavnega, tudi nisem prebrala nobene pesmi iz nje. Recimo, da sem zdaj sprejela tudi tisti svoj del, recimo, nekako pač kot del svoje rasti. In dejansko pač, ta odnos, mislim, to se je v meni spremenilo, ne, potem, recimo že pri drugi knjigi sem ugotovila, ne, ni nujno, da pišem zdaj samo o teh velikih vsebinah ali pa o tem trpljenju, ampak da pravzaprav v drobnih, nekih malenkostih lahko uzrem ali vidim ali začutim nekaj več, nekaj, kar je presežek, recimo zame v tistem trenutku in bi rada to delila z drugimi. Recimo neki drobni momenti vsakdanjega življenja, ki mene osebno zapolnjujejo in bi rada to tudi povedala. Recimo, ne vem, kaj se jim, srečam nekoga zjutraj in se srečam z enim pogledom, ne vem, prijaznosti in ne vem, mi ta pogled, nekaj se premakne v meni zaradi tega in potem pride nek impuls, da napišem pesem. Ne? Lahko neka čist preprosta stvar, ki zveni celo banalno, ne? Ampak je pa res, da nekako na ta, mislim, da je tudi ta ideja, ne, pisati iz tega vsak dana in nekih takih mehkih stvari, je tudi neka tendenca sodobne konkretne poezije. Tako da tukaj nisem zdaj jaz nek osamljen primer ali pa da nekaj čisto novega, da sem na nekem novem terenu, ampak to sem tudi črpala, recimo preko branja drugih avtorjev, avtoric, ne, da sem se tukaj nekako našla. Poleg tega, ta mit umetnika, umetnice se mi zdi pač je razpadel, ne, v tem času, kjer umetniki oziroma pesnice nismo samo pesnice več, ampak smo del nekega celo krutega sistema, kjer je treba preživeti. Še mogoče 15-20 let nazaj so lahko umetniki bili samo umetniki. In so imeli toliko denarja, pač tukaj je bilo nekih, ne vem, in štipendij, in nekih možnih, ne vem, stanovanj in tako naprej. In jaz se spomnim, ko sem začela pisati, ko sem jim dala, pa pesnica, kot da se me nekaj povzdigujejo, ampak v bistvu
sem samo človek in takrat sem to že čutila, da tisti naziv meni ne paše in nikoli se nisem s tem identificirala. Poleg tega pač, so zdaj te vsakdanje stvari tako močne, kako preživeti, da se to odraža tudi v sami poeziji. Ta mit je enostavno razpadel. Temu se mogoče še kaj vrneva, lahko bi klepetala s teboj cel večer samo na podlagi teh zanimivih tem, ampak vendarle se moramo počasi dotakniti tudi tvojih knjig, da nama čas prehitro ne pobegne in stopiva med te fascinantne ženske. Bi želela kakšen poseben vrstni red pri tem potovanju skozi izbrane? Mogoče bi začela pri prozi, ker mi je bilo res lažje se ukvarjati s temi proznimi teksti. Potem pa povej mogoče za začetek, zakaj je bilo prozne tekste lažje izbrati? Ja, v bistvu pač res, da prozo veliko manj berem. In ponavadi berem to poleti, ko imam res nek skoncentriran čas in pač manj preberem. In tisto, kar preberem, se mi zelo vtisne. In tudi preden se lotim branja, zelo skrbno izberem knjige. In zberem nekaj, kar je res meni pisano na kožo. Ker že vnaprej, ko si malo preberem vsebino, ko malo prelistam, ali pa glede na pač priporočilo nekoga, potem pač nekaj, kar je blizu mojemu pisanju, ponavadi iščem. In mogoče zato mi je bilo lažje, ker tudi od teh zadnjih letih nisem toliko veliko prebrala. Poezijo berem pa ogromno in velikokrat sem tudi navdušena. Mogoče začneva s svojo najljubšo pisateljico, Virginia Woolf. Pa začneva s tem, zakaj napisala si mi, ko si izbrala Orlanda, si mi napisala, da lahko bi pa tudi marsikaj drugega, ker ti je res tvoja najljubša avtorica ali pisateljica, zdaj se ne spomnim čisto točno. Ja. Tukaj ne malo razstavlja Orlanda. Pa me zanima, kakšna je tvoja zgodba z njo. Nekateri imajo izjemno radi njeno pisavo, nekaterim gre zelo na živce. Kako ste se vidve srečali in spoprijateljili? Ja, se je glih to zdajle, pač ne vem, če se bom čisto spomnila, kdaj je bilo prvič. Ona je, njen poetičen jezik je bil pravzaprav tisti, ki me je prvi pritegnil. Tukaj sem kot vedno iščem nekaj, kar se me dotakne, kar je tudi blizu mojemu pisanju. In njo sem po mojem pač vzela v roke zaradi tega, ne toliko zaradi tega, ker je feministična avtorica, to je prišlo kasneje, ker na začetku, ko sem jaz začela pisati, se nisem ukvarjala toliko s tem feminizmom. In možno, da sem njo brala že prej. Ampak res, zdaj bi mogla, res ne vem, kje pobrskati po svojem spominu, da bi našla v bistvu to, da bi lahko odgovorila na to vprašanje. Pravzaprav, ta njena poetičnost, njena metaforika, prav to, kar gre lahko tudi ljudem na živce, recimo sploh ta roman Valovi, kjer je zgodba popolnoma razpade. In to me zelo tako, se spomnim, to sem brala po mojem ali srednji šole na začetku faksa, me je zelo pritegnilo. Čeprav nisem vedela točno zakaj, ampak mislim, da je ona izredna pesnica. Čeprav piše prozo, ampak to je nekak hibriden način pisanja. Tukaj je poezija in proza gre eno z drugim. In tam, kjer zgodba razpade, potem se mi zdi bliže poeziji ali pa celo nekemu dramskemu tekstu, nekemu notranjemu monologu. In zakaj potem Orlando ti je najljubša njenih knjig? Nekako je bilo treba izbrati. Zakaj je mogoče zdaj ta trenutek bila naplavljena na eno obalo? Res sem imela problem zbrati, ker sem razmišljala, lahko bi tudi knjigo k svetilniku, ker sem ravno pred kratkim tudi pisala eno za gledališki list, tudi neko recenzijo, to mi je blizu. Ampak potem sem se odločila za Orlando, mogoče tudi zato, ker tukaj pač ta njena poetičnost dejansko, mislim, še vedno je. Ko sem jaz prvič brala Orlando, sem bila razočarana. Ker ni taka knjiga kot druge. In prvič sem jo dala tudi na strani in nisem prebrala do konca. In sem rabila nekaj let, da sem tudi jaz dozorela
da sem to vsebino tudi razumela zares. Ker tukaj je veliko ironije in veliko parodiranja nekih družbenih konstruktov, ne? Predvsem vezanih na koncept ljubezni, na spol, ne? In pač dala sem na stran, tukaj je tukaj drugačna knjiga od njenih pač teh, ki sem bila vajena. Ampak hkrati je tukaj še vedno poetika prisotna, je pa tudi veliko te ironije in humorja, ki me je pa zdaj pritegnila, mogoče, ker sem malo starejša. In pred leti sem tudi pisala članek v tej knjigi, mogoče sem jo tudi zaradi tega zbrala. Dejansko mi je pač všeč način, kako parodira te spolne vloge. In ne samo to, da je tukaj pač ta humorna nota prisotna, ampak tudi ta njena pronicljivost v bistvu. Kako je že takrat v tistih časih dejansko uspel v romanu ubesediti eno celo teorijo, no? Ker zdaj je veliko teoretičar, ki se opira na njo in črpa iz nje. Veliko teorij, ki se ukvarja recimo, ne vem, z spolom kot maškaradom. To ona vse noter piše, že takrat. In ta njena genialnost me totalno tako prevzame. Kako lahko en človek v taki družbi, z enimi takimi izkušnjami, ker pač je imela veliko traumatičnih izkušenj pač znotraj svoje družine in tako naprej. To neko modrost, to neko lucidnost, odkje jo je potegnila, kako je bila zmožna tega, da je tako zelo zgodovinsko razsežna avtorica, da še danes je aktualna s svojimi vsebinami. To me tako prevzame, ko berem take avtorje, avtorice. Grejo preko časa, ki so brezčasni, ne, na nek način. Prinesla si vse knjige danes v slovenskih prevodih, to sem te tudi hotela vprašati, posebej pri tem poetičnem jeziku. Včasih je kaj izgubljeno v prevodu, včasih je lahko tudi pridobljeno v prevodu. Bereš v originalih ali v bistvu so tile prevodi tudi odslikavajo tvoje preference, ti lepše, če ti v slovenščini že govorijo? Ja, z Virginijo Woolf sem imela kar velike probleme. No, sem brala tudi v angleščini, to še na faksu, vem, da sem se prebijala skozi eno knjigo. Mi je bilo kar težko brati. Ravno zaradi tega njenega jezika, ki je zelo, na nek način tudi hermetičen, poetičen. In recimo, da nisem dovolj opremljena. Tukaj imam prijateljico, ki je dovolj opremljena, anglistko. Za branje tudi takih tekstov. Tako da tukaj mi je malo zmanjkalo, ja, da bi se opremila recimo tako zelo, ker sem se pač v enem obdobju svojega življenja začela ukvarjati bolj z drugimi stvarmi, pač kot je telo, gibanje, joga in sem šla, ker sem nekaj ne morem več toliko sedeti, no. In sem veliko sedela, veliko sedim, veliko pišem in sem nekaj zdaj rabim tukaj nekaj in tako da ja, berem tudi v angleščini, berem tudi poezijo v angleščini, ampak zelo rada potem imam tudi primerjavo, recimo prevoda in potem eno z drugim primerjam in berem. Tako da zadnja leta pa sploh berem, večinoma pač literarnih del v slovenščini, kar se tiče pa teorije, berem pa v angleščini. Tako da teorijo mi ni problem brati literaturo, pa ne vem, zakaj pač raje berem na slovenščini. Zdaj, na poseben način se teorija in literatura stapljata v romanu Dubravke Ugrešić, ki si ga izbrala. Jaga baba je znesla jajce. In to je roman, ki je bil napisan, ki bi lahko išel tudi v zbirki mitov, je pa sicer išel pri založbi VBZ. No, ampak bom te pustila, da poveš o svojem srečevanju s to knjigo, z Dubravko Ugrešić. Ja, ne vem točno, kako je prišla ta knjiga v moje roke, spet se ne spomnim čisto, ampak se mi zdi, da to itak nekako je namenjeno. Mislim, te knjige, ki pride, mislim, da tukaj je neki pač... Verjameš v usodno ljubezen, ko pride do knjig. Tako, verjamem v usodno ljubezen in verjamem, da tudi v enem trenutku, ko je nekaj aktualno, neka tema zame aktualna, da pride pa tista knjiga do mene. Da pač nekako opazim, da, ali pa nekdo, kakorkoli, mislim, po nekem kanalu pač že pride do mene. Tako da ja, jaz
ko sem vzela to knjigo, nisem videla, da je tukaj na koncu še en tak natančen razdelek pravzaprav teh mitoloških vsebin. To sem potem odkrila, ko sem brala in ja, jaz že od nekdaj sem tako velika ljubiteljica mitologije. V svoji diplomski nalogi sem se tudi ukvarjala z mitološkimi liki, žensk iz mitologije in tako. Mitologija me je vedno tako nekako pritegnila me je, pač tukaj bilo združeno vse in poezija in pravljica tudi ogromno, še vedno berem, tudi pišem sama in tako naprej. Tako da tukaj v njeni knjigi, ja, se rekla to združeno, hkrati pa problematizira odnos med ženskami. In to je tudi ena taka tema, ki se mi zdi sploh znotraj slovenskega leposlovja, ni zelo veliko pisanega o tem, oziroma če je pisano, je zelo na stereotipen način, tradicionalističen. In pravzaprav mogoče sem se v tistem času, ko sem dobila to knjigo v roke, nisem se takrat noseča. Zdaj se spomnim, da sem takrat noseča brala to na kavču doma in takrat sem se začela s temi temami ukvarjati. Minljivost, staranje, ne? In ja, pravzaprav to, kaj pomeni staranje za ženske, ne? In pravzaprav kako dojema naša kultura staro žensko in način, kako Dubravka razbija te stereotipe, me je zelo pritegnil, fasciniral. Spet je tukaj ena velika mera humorja in te neke pronicljivosti, tega znanja, ki ga očitno ona sama ima, ker je zbrala vso to mitologijo okoli lika Jage babe. Ker ona zelo fino vplete ta mit Jage babe v svojo zgodbo. Pač ta prva zgodba govori o enem čisto realnem odnosu med mamo in hčero. In potem drugi del govori, pač je pa neka fiktivna zgodba o 3 ženskah, ki se odpravljajo na eno potovanje in pač med njimi neke različne prijateljstva in dejansko je ena od teh žensk potem umre. Gre za pač ta proces nekako pač minljivosti tukaj v spredju in tako. In vsa ta v bistvu bolečina staranja, minljivosti je v spredju, ona ne zanika tega in se spopada s temi temami, ampak tukaj v spredju postavlja eno žensko moč. In ta ženska moč izvira prav iz te relacije, te povezanosti med ženskami. In to je nekaj, kar znotraj patriarhalne kulture je na eni točki odpadlo, oziroma je patriarhalna kultura zavestno in namerno poskušala nekako pač, ko bi rekla, razvrednotiti. Se pravi, to ljubezen med ženskami, ki ni nujno lezbična, so druge oblike. Sestrska, materinska in tako naprej, prijateljska. In iz tega vidika me je pač knjiga fascinirala. Kot prvo, znotraj slovenskega prostora nisem najdla podobnih knjig, to je ena stvar. S temi temami sem se ukvarjala v teoriji, konkretno v pravljicah. Umanjka ta relacija, ne vem, mati, hči, prijateljica, te vezi med ženskami. Tako da ona na en tak zelo pozitiven način, še vedno je tukaj neka, seveda tudi bolečina prisotna, ampak drugače pa z to obilico humorja in hkrati s to mitologijo, iz katere črpa, ker se zaveda pa, Dubravka Ugrešiča, pač očitno, kot sem rekla, to raziskovala. In ko govori o Jagi babi, se zaveda zgodovino Jage babe. Jago babo, kot poznamo danes, je pač neka figura, ki ima zreducirane lastnosti. Starka, ki ima zgolj neke negativne konotacije, pač povezana s starostjo, umiranjem in tako naprej. Medtem ko prvotna Jaga baba v slovanski mitologiji in tudi v drugih mitologijah, ki se pojavljajo v drugih oblikah, je bila to trojedina boginja, velika mati, ki je združevala vse dobro in slabo. In potem znotraj pač teh adaptacij, pravic in tako naprej, je bila reducirana samo na ta negativno, na to črno, temno, na temen aspekt. In ta pozitiven vidik nje je bil odstranjen, kar je bilo namerno
strani pač neke patriarhalne miselnosti, zato da bi se lahko uveljavil kult očeta in tako naprej. Pač ona se tega zaveda. Hkrati pa ne samo, da se zaveda, da je družbeno kritična, da je tukaj feministična, je ohranja kvaliteto jezika kot avtorica in že zdaj, ko sem še enkrat prebrala samo prvo stran, lahko preberem par besed, je genialna avtorica. Preberem en odstavek. Ja. Sprva jih ne vidimo. Potlej pa nam na lepem, kakor izgubljena miš, v gorišče pogleda zatavana ključen drobec. Starinska damska torbica, posvalkana nogavica, ki je obtičala na odebeljenem gležnju, orokavičene roke, staromoden klobuček vrh glave, redki sivi lasje, ki presevajo v vijoličnih otenkih. Imetnica vijoličnega preliva samodejno premika glavo kot mehaničen pes in se smehlja z bledim nasmeškom. Jaz prva so nevidne. Mimo nas hodijo kakor sence, hlastajo za zrakom, zaostajajo kot tipajoče v temi, podrsavajo po asfaltu, stopicljajo z drobnimi mišjimi koraki, vlečejo za sabo vozičke, opirajo se na kovinske ulice, uvešene z nerazumno kopico vrečk in torbic, še zmeraj v popolni vojni pripravljenosti kakor dezerterji. Obstajajo pa tudi take, ki so še pri močeh, v dekoltirani poletni obleki s koketnim perjastim okrasom okrog vratu ali v starinskem plašču, že na pol zgrizeni v morju, z obrazi, po katerih pozi raztopljeno ličilo. Sicer pa le kdo zmore skrbno naličiti se z očali v nosu. Mimo nas se kotarijo kot kupi belih jabolk. Tako naprej. No, in tukaj sem se potem ustavila, ko sem brala. Gume si narobe zapela, skuša ga odpeti, vendar ne gre, prsti so okoreli kosti stare, postajajo lahke in votle, kakor ptičje. In tukaj se je že navezala avtorica v bistvu na Jago babo, ker pač simbol Jage babe je povezan z ptičjimi nogami in ta koliba Jage babe naj bi stala na ptičjih nogah, oziroma prvotno naj bi Jaga baba sama imela ptičje noge. In ta podoba ptice jo veže na to staro veliko boginjo, mislim, prastaro boginjo, ki je še združevala vse te različne aspekte, ki še ni bila reducirana, ki je imela še tudi neko moč. Na koncu Jaga baba, kot piše tudi Dubravka Urišič, da je nekako figura, ki je odrinjena na obrobje, povezana s tistim negativnim, starim, ljubivim, telesnim in tako naprej. V kakšni kulturi se ti zdi, da živimo danes? Se spreminja nazaj v kulturo, kjer bo Jaga baba ponovno dobila svojo moč? Se ti zdi, da gremo v to smer ali da tonemo bolj v drugo smer, s tem kultom mladosti, lepote, še vedno velike objektivizacije ženskega telesa? Kakšen je tvoj intuitivni ženski telesni občutek in teoretski? Mislim, da me je zato ta knjiga tako navdušila, ker dejansko pač kritizira vso to in medijsko podobitev ženske in tako naprej in tega kulta, kot si rekla, pač večne mladosti. Tudi sama v svoji poeziji problematiziram dejansko te stvari. In ja, zdaj, kako bo šlo naprej? Ja, se mi zdi, po eni strani se nekako jača ta komercialen vidik ženske, ženskosti, lepote in tako naprej. Po drugi strani se pa tukaj ustvarja neka taka bolj zdrava, manjša jedra ljudi, ki so pripravljeni širiti svojo zavest, ki širijo svojo zavest. In tudi recimo joga, zakaj toliko ljudi hodi na jogo? Vedno več. Po eni strani, ja. Zakaj večina teh ljudi žensk? Po eni strani ravno zaradi tega kulta lepote, ker joga pač naj bi pripomogla in tudi pripomore dejansko k temu lepšemu telesu in tako naprej. In se mi zdi, dosti ljudi gre zaradi tega na tečaj. Po drugi strani pa vedno več ljudi se mi zdi, ki teži k temu iskanju stika sami seboj in neke višje vrednosti, nekega višjega cilja v svojem življenju, ki ni vezan zgolj pač na njihovo posameznost, pravi na kar nas v bistvu sili potrošniška industrija, na individualizem. Ampak želja potem
presežku tega individualnega. In zdaj tukaj jaz pač, glih danes sem prebrala en citat, ne, da je že dovolj ljudi, ki nam govorijo, kako je, da potrebujemo ljudi, ki nam bi govorili, kako naj bi bilo. Ne. In zelo se trudim, da bi kdaj pa kdaj lahko povedala, kako naj bi bilo, da ne bi bila zgolj tista, ki opisuje stvari, ki so nekako kritično, ampak da bi ohranjala znotraj sebe in mogoče tudi za druge in predvsem za druge neko vizijo, kako bi stvari lahko bile, kako bi stvari izboljšali. Ne? In dokler ta vizija obstaja, takrat verjamem, da bo še nek boj med tem kultom, med temi kulti, ne, potrošniškimi in temi ideali. In pač mislim, da tukaj je pomembno, da držimo vizijo. Ja. Tudi če je tukaj negativnih teh vibracij in vsega tega zunaj, da v bistvu to, da pač to gre naprej v to vizijo in se ne pusti motiti. Krasno. Kjer bi jaz zdaj to kar še enkrat ponovila, ampak moram biti malce koncentrirana na najin razpored. In predlagam, da greva kar še k tretjemu proznemu delu, tudi avtorice. Pravzaprav tako Dubravka Ugrešič kot tudi Olga Tokarčuk ali Tokarčuk, mogoče kdo ve, kako se pravilno razglasi, tudi dobila nagrado Vilenice, če se prav spomnim. Izbrala si knjigo Pravek in drugi časi, sicer gre za izjemno znano poljsko pisateljico. In tudi ta knjiga vsebuje veliko mitskega, ne? Ja, s to knjigo sem prišla tudi tako zelo spontano v stik. Mi je pa kolegica in prijateljica Ana Svetel v bistvu priporočila. In potem sem malo prebrala pač vsebini in sem gotila, ja, to bi me res zanimalo, ker so pač določene teme, s katerimi se veliko ukvarjam, kar se tiče minljivosti, Božjega, Boga ali pa boginje, recimo, če tako rečem, ne. In ko sem brala, letos poleti sem brala to knjigo, si lahko bi izbrala tudi kakšno drugo, ampak mi je ta nekako tako še zelo živa ostala, da sem potem izbrala to. In mogoče bi kar prebrala en odstavek, ki sem si ga zapisala v svoj dnevnik in ki mi zdaj večkrat odzvanja še nekako v mislih po tem branju. Ja, lepo prosim. Čudno je, da se nadčasovni Bog razodeva v času in njegovih menjavah. Če ne vemo, ki je Bog in ljudje si včasih zastavljamo tako vprašanja, moramo pogledati vse to, kar se spreminja in giblje, česar ne moremo stlačiti v obliko, kar valovi in izginja. Morsko gladino, ples sončeve krone, potrese, drsenje kontinentov. Kopnenje snega in ledeniške jezike, reke, ki se izlivajo v morje. Razvoj zarodka v maternici, gube ob očeh, razpadanje telesa v grobu, dozorevanje vina, gobe po dežju. Bog je v vsakem procesu, Bog utripa v preobrazbah. Zdaj je, zdaj ga je manj in včasih ga sploh ni. Bog se namreč razodeva tudi v tem, da ga ni. In potem še en odstavek, ki je na drugi strani. Ljudje, ki so sami proces, se bojijo tega, kar je nestalno in se nenehno spreminja. Zato so si izmislili nekaj, česar v resnici ni, nespremenljivo. Zato so nespremenljivost pripisali Bogu in tako izgubili zmožnost, da bi ga razumeli. Wow, hvala, da si delila ta krasen zapis z nami. Ja, tako da, ker sem to brala, sem pač ko berem dobro literaturo in dobim mravljince po koži in začutim to čisto telesno. Tudi zdaj le? Ja. Res, ko si to nabrala. Tako da, ja, je ta knjiga prišla v trenutku, ko sem se pač tudi preko tega joge, ne, veliko ukvarjala s temi temami in budizma in sama veliko veš o tem, ne. In dejansko pravzaprav te ujetosti nas in tudi moje lastne same v to željo, da bi neke stvari v življenju naredila nespremenljive, večne, se zacementirala, si zgradila hišo in bila v njej, ne, pač gradimo hiše, v katerih se mogoče počutimo kot v nekih templih, ki nam da nek občutek varnosti, ampak dejansko
je življenje tisto... Pod milim nebom. Ja, pod milim nebom. Je pa včasih ni tako milo. Ja, tako je. In kako je ta knjiga navdihana, ta tvoj zapis? Knjiga Olge Tokarčuk Pravek in drugi časi, če kaj še rečeva o sami knjigi. Kako se spomniš branja in kako te je navdihana, kako so se ti mravljinci potem zgodili v tej knjigi? Ja, pač jaz se spomnim teh trenutkov, ko sem brala Poleti na morju in seveda potem zraven tudi pisala. Teh mojih pesmi še ni, to moram tudi povedati, ker zdaj zelo dolgo nisem nič pisala novega, ker dejansko pač tako nastaja tudi moja poezija, no? Da se mi stvari dotaknejo, ko berem, se pravi preko drugih besed, ne samo preko odnosov ali pa ne. In ko sem brala pač te tekste, mislim, ko sem si tudi izpisovala, to so bile njene misli, ne? A ja, sem mislila, da je to tvoje? Ne, to so bile njene. Aha, ja, ampak v vsakem primeru so čudovite. Ja, ne, to so bile njene, moje so potem naprej nisem brala mojih. Moje so pač nastajajo tudi, mislim, je nastalo tudi nekaj, kar moram še dokončati v pesmi, ker me je navdihnila. Tako da pač to je prišlo čistko. Meni se to dogaja zelo na telesni ravni. No? Tako da si izpisuješ v bistvu, ko bereš knjige in ko naletiš na tak odstavek, zato sem mislila, da je tvoja, se upravičujem, knjige še nisem brala, ker je precej dolg, prepišeš na roko, tako da kako gre to v tvojem branju? Ja, tukaj si rekla, da je tvoje, na nek način je moje, ne? To je tako zelo... enkrat je Maja Vidmar še ne vem koliko let nazaj rekla, kako v bistvu pesnice tudi krademo drugemu, ne? In to delamo včasih tudi ponavadi je nenamerno, ampak dejansko ljudje razmišljamo o podobnih stvarih, čutimo stvari na podoben način. Vse te religije, ki so nastale, različne, ki so si med seboj podobne, ne? In iščejo pač neka izhodišča, ki ne? Se pravi, ljudje v neki svoji bazi hrepenimo po dosti podobnih stvareh, nismo si toliko različni med sabo. Ampak kljub temu vedno znova, ko preberem nekaj, kar je meni zelo blizu, me to fascinira. To me tako navduši in kreativno me čist tako, wow, kar padem neko tako ekstazo in tako, ja, tudi jaz podobno razmišljam, torej sem vpeta, sem del tega in mi je potrditev za moje razmišljanje. In potem si ponavadi spišem in tudi večkrat si preberem določene stvari, da se mi ne izmuzne, da mi recimo neka taka družbena situacija, nek kapitalizem, neko hitenje, da mi tega ne vzame. In zdaj, kadar imam pa tudi kakšno krizo, tako da sem bolj, ne vem, žalostna ali pa bolj s črnimi mislimi, recimo, natrpana, takrat pa si kar berem te stvari, tako kot neko molitev, berem. Da ne pozabim, ker naša kultura nas ne uči tega. Zato so ti avtorji izjemni avtorice. In tukaj vidim veliko vzhodnjaških principov. Omenila si avtorstvo, ne? V bistvu avtorstvo, kot ga pojmujemo danes, z vsemi temi copyrighti in vsem tem, je pravzaprav tudi zelo zaznamovano z našo kapitalistično kulturo, z modernim individualizmom, ki je v zgodovini človeštva relativno mlad. Recimo v starejših kulturah ljudje, čeprav so bili umetniki, niso imeli občutka, da so tudi avtorji. Se pravi, naj bi se nekaj šlo skozi njih in tudi ni bilo recimo potrebe toliko po podpisovanju svojih del in tako to se tudi začne enkrat relativno pozno v času, pravzaprav v vseh kulturah, no, tudi v indijski. Imamo en prelom, ko se začnejo avtorji podpisovati pod svoja dela kot avtorji. In me zanima, kakšen občutek imaš ti, ko pišeš, odkot pride navdih, kako gre skozi te. Čigav pravzaprav je in kot si rekla, to se mi zdela zelo zanimiva misel, da to tudi so tvoje besede, ti si jih prepisala, našla sicer, prepisala na roko in tako da... Ja, zdaj prvo, ko si mi to vprašala, sem se pa spomnila, ko sem prej omenila, da sem raziskovala tudi malo hinduizem pa kreativnost, ne. In tam sem pač razumela, da je kreativnost v bistvu samo, da naj bi bil kreativen posameznik zgolj medij za izrekanje nekega božanskega, ne.
pa stanja in tako, in ne bi bilo to prostora zelo za individualnost. In to me je pol tudi malo tako, hkrati ja, veliko stvari tako sprejemam recimo vzhodnjaške filozofije, hkrati sem se pa tam tako malo ustavila, ne. Vendarle je meni pomembno, da se tukaj znotraj kreativnosti odpira prostor za zelo različne individualne pozicije. Nekako, ne. Ja, pač, ja, hkrati ta podobnost, ne, ko sem prej omenjala, da ljudje težimo, ne, in mogoče tudi ta, ne vem, zdaj si predstavljam, ne vem, če ima prav ta hinduističen aspekt kreativnosti teži k temu, ne, da se izreka to in jaz tudi čutim v sebi, da imam željo potem, da ponavljam ene stvari, ki so jih avtorice že napisali, ne. Tudi recimo Mary Oliver je ena taka pesnica, znaš? Ja, ena mojih najljubših, znam predvsej njenih pesmi na pamet. No, jaz sem v bistvu danes želela njeno knjigo prinesti, pa potem zamenjati za tole Elizabeth Bishop, zato ker mi je bolj blizu ta trenutek, pa pol nisem imela njene knjige doma, pa sem pol ne vem zakaj, pač sem se spomnila na eno pesem, ki mi je bila tukaj toliko všeč, pa sem to zbrala, no, ker pri poeziji mi je toliko stvari všeč. Ampak Mary Oliver je ena taka avtorica, ne, recimo ona piše o eni pesmi o soncu. To je kot himna sončnemu božanstvu, ne. Zdaj, ko jaz delam študentkami mojimi himno sončnemu božanstvu in vedno dam se prebrati Mary Oliver. Ona je sodobna avtorica in piše... Jaz tako učim ljudi pozdrav soncu. Ja, res, no, res. Jaz sem tudi v bistvu to že imela v misli. To je čudovit pozdrav soncu. No, vidiš, no, to pa spet neka podobnost. Jaz sem tudi njeno pesem, ne vem, če sem jo prebrala, ali sem samo razmišljala o tem, da bi jo, ali sem samo nek vers prebrala, ampak sem jo povezala s pozdravljanjem soncu. Tako da tukaj je v bistvu, ja, spet, ja, to, ta kreativnost, ki nastaja v teh medprostorih. Ampak, ja, se pravi, himna sončnemu božanstvu, ne. Mary Oliver še vedno ohranja to temo. Sonce kot tisto, ki prebuja stvari, oživlja, vitalizira in tako naprej, ne. In hkrati ciklu življenja, sonce, noč, ne, in tako vrnitev pač tudi k temu bolj ritualnemu načinu razmišljanja. In ja, ta tema je še vedno aktualna, v bistvu mogoče v tem času celo še bolj, ne, ko smo usmerjeni k temu linearnemu razmišljanju produktom, materialnemu in tako naprej. Tako da meni se zdi kar pač nujno, da ene stvari obnavljam in tudi če mi potem kakšen kritik napiše, ja pa saj temeljivosti in o tem je bilo že veliko napisanega, ne. Pač ne. Pravzaprav se ti zdi, da smo preveč obsedeni mogoče, meni se včasih zdi s tem, da bi morali biti originalni, ker je zelo težko in to potem lahko postane nekako ena taka prisiljena drža, v primerjavi s tem, da je mogoče dovolj biti avtentičen. Ja, jaz mislim, da je najpomembnejše biti avtentičen oziroma avtentična v pisanju, ne. In to je tudi tisto bistvo, ko smo prej govorili o teh delavnicah pisanja. To so nekako z Majo Vidmar pogruntali, kar ni samo najina ideja, ne, tudi, ampak da kaj želiva z najino delavnico pač samo pomagati ljudem, da se dokopljajo do svoje lastne avtentičnosti. Se pravi, da dejansko nekje se obrusijo oziroma da odpade tudi te klišeji, tudi to, kar recimo tisto moram, ne. Zdaj moram, ne vem, narediti to pa to, ali pa da bo nekaj pesniško, ali pa da bo nekaj zanimivo, da bo nekaj očaralo publiko, ali pa nekaj, kar se zahteva, kar naj bi poezija bila. Ampak da se v bistvu človeka samo opremi na tak način, da si zaupa iti na to pot svoje avtentičnosti. In to je v bistvu najtežje po mojem, doseči to. In tisti ljudje, ki pač to imajo, so svobodni. In bi rekla to verjetno tudi za pesnike, ki si jih izbrala? Ker zdaj pa prihajava v pesniški del, tako da mogoče že čas dodava kakšnemu moškemu prostor in da se lotiva Roberta Hasa pesmi, da bi preživeli poletje. Zdaj rekla si, da v poeziji, da ti bo težje pravzaprav govoriti, ampak vse, mogoče kaj je tisto, kar te pri poeziji pritegne? Lahko je pa tudi samo berem. Ja, vse to, kar sem prej rekla, pač nekaj se mora zgoditi v telesu. Ko jaz berem, nekaj mi poezija premakne. Lahko so to mravljinci na koži, ne, res dobesedno,
me stisne v želodcu, lahko je cmok v grlu, lahko so solze. Se pravi, nekaj zelo, zelo telesnega. In pač sama tudi poezijo od nekdaj razumem zelo telesno. Pač literatura nasploh. Ni nekaj, kar bi se dogajalo zgolj v mojem umu. Pač ločeno. Tako da Haas se mi zdi izredno tak čuten avtor, hkrati pa tudi filozofski, no? Eno z drugim. Ne? Všeč so mi avtorji oziroma avtorice, ki neke take filozofske misli vpeljujejo v svoje pesmi na en zelo sproščen način. Ne zdaj tako, zdaj hočemo biti pametni, pa zdaj povedati neke stvari, to mi gre na živce, ne? Ker veliko pesnikov pač mislijo, da so pametni, ne? Medtem ko tudi nekako izhaja iz sebe, je avtentičen, govori o svoji osebni zgodbi in tudi, ko ne govori o svoji osebni zgodbi, ko govori o drugih, ne vem, o ljubimcih, o moškem in ženski, ne vem, tako, kar ni mogoče čist njegova zgodba, vendar je to on nekje zelo močno izkusil oziroma piše na en tak način spontan oziroma sproščen, ne da zdaj nekaj objektivizirano, kakorkoli. In zaznamovanje, imaš dve pesmi, čeprav vidim? Ja, zbrala sem pač eno pesem, ki sem jo brala še v angleščini, no, prej, ko sem jo
zagotovo bo zanimivo. Tako da, Alja, tebi pa samo še enkrat hvala. Ja, hvala tebi in želim veliko najprej štipendije in rezidence. To res rabila. Potem pa še naj ti bodo muzemije. Ja. In nekako ne bomo to. Mislim, da štipendije prezidence, muze pa bojo pol se uklenile temu. Super, ok. Velja, držimo pri sebi. Hvala, Alja. Hvala tebi.